Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je v torek sešel na svoj 17. redni seji. V ospredju je bila obravnava proračuna za prihodnje leto. Proračun za leto 2022 so svetniki sprejeli v prvi obravnavi. Glavne poudarke proračuna je povzel podžupan občine Slovenska Bistrica Stanislav Mlakar. Sicer, če na kratko predstavim v nekaj stavkih, nekaj poudarkih sam proračun za leto 2022, je sicer potrebno povedati, da so nekako ključni prihodki in sicer sama povprečnina, ki za leto 2022 znaša 645 evrov, se je bistveno zvišala za kar okoli 413 tisoč evrov je več kot v letu 2021 in to skupaj znaša okoli 17,5 milijona evrov. Pomembno pa je tudi poudariti, da so sredstva prejeta za uravnoteženje razvitosti občin, ki imamo v letu 2021 okoli milijona, se povečuje za okoli 400 tisoč evrov in bo tudi ta znesek kar bistveno vplival in namenjen za same investicije v naslednjem letu oziroma v prihodnjem obdobju. Pri prihodkih iz premoženja so ključni prihodki najemnin iz infrastrukture, gre za okoli 1,2 milijona in sicer občina jih pridobi iz naslova infrastrukture, ki jo da v upravljanje javnemu podjetju Komunala Slovenska Bistrica. Med pomembnimi dohodki iz proračuna so prihodki iz naslova sofinanciranja in sicer tega je kar okoli 5 milijonov evrov in sicer gre se za 4 zelo pomembne projekte in sicer izgradnja kanalizacije Zgornja Poskava v višini 3,1 milijona, potem urbani vrtovi, o čemer še bomo danes govorili, potem nabava gasilske lestve in tudi sofinanciranje obnove športne dvorane Bistrica, kar se tudi že izvaja, tu pa je sofinanciranje v višini slabega milijona evrov. Med ostalimi prihodki je potrebno omeniti nadomestilo za uporabe stavbnega zemljišča, kar se planira prihodek v višini 1,85 milijona evrov. To skupaj znaša okoli 29,1 milijona evrov vseh prihodkov za leto 2022. Na odhodkovni strani je pa potrebno tudi izpostaviti nekatere teh glavnih ali pa rekel ključnih odhodkov, ki nas bojo bremenili v naslednjem letu, pa bom šel kar po vrsti. Dejavnost občinske gojarne, občinske uprave, to je nekako enako kot v letošnjem letu, okoli 2 do 2,3 milijona evrov, potem skupne in splošne naloge občine, tu je kar velika investicija v samo nabavo gasilske lestve, kot smo že rekli tudi z sofinancerskimi sredstvi, je to zelo v redu, da so bila pridobljena. Potem na področju družbene dejavnosti se gre za višino sredstev odhodka okoli 10 milijonov, največji delež odpade na otroško varstvo, in sicer okoli 4 milijone, saj gre pri tem za pokrivanje stroškov delovanja vrtca Otona Župančiča in ostalih vrtcev. Na področju izobraževanja največji delež predstavlja stroški prevoza, osnovne šole in materialni stroški osnovnih šol, pa tudi samo povečevanje stroškov goriva, ko sem omenil že te prevoze v šolo, teh stroškov samega goriva se kar povečuje iz dneva v dan, pa tudi nekako so bile uvedene še nekatere dodatne relacije samih prevozov. Na področju investicij v osnovne šole je potrebno omeniti sanitarije na osnovni šoli Čerešnjevec, pa tudi na področju športa, izvedbe in postavitve igral na območju cele občine, kar se tiče zdravstva, pa tudi nakup novega reševalnega vozila v zdravstvenem domu, v naši zdravstveni mreži so potrebe po nakupih reševalnih vozil in opreme še bistveno večje, pa seveda bomo se videli, kako se bo tudi v nadaljevanju še gibale same finančne zmožnosti. Kar se tiče okolja in narejanja prostora, je teh odhodkov za dobrih 7 milijonov evrov, na področju komunala in varstva okolja, tu je okrog 2,7 milijona, gre se za strošek javne razsvetljave, urejanje zelenic, potem izgradnja kanalizacije, vodovod, poudaril bi, da in te investicije planiramo skupaj s našo komunalo
Slovenska Bistrica. Pri izgradnji kanalizacije se bo nadaljevala izgradnja kanalizacije na območju Pokoš. Dokumentacija se ureja za aglomeracijo Črešnjevec. Pričetek izvajanja tudi same kanalizacije v aglomeraciji Leskovec. Pripravlja se začetek priprave, poteka pa tudi za investicijo same kanalizacije in urejanja priključnih cest na območju Slovenske Bistrice, in sicer Špindlerjeve ulice. Največji delež odhodkov so planirane na področju cest, novogradnje, rekonstrukcije, okrog 3,7 milijona evrov. Tu pa moram poudariti tudi strošek za samo izvajanje zimske službe. Ta strošek se niha glede na same potrebe. Zima je že nekako pokazala zobe in ta strošek bo prav gotovo glede na same napovedi v letošnjem letu zelo velik. Problem je pa tudi s tem, da je izvajalcev za izvajanje storitev zimske službe ni zadobiti oziroma se dobijo zelo težko, tisti, ki so, pa te cene zelo navijajo. No, kar se tiče investicij v krajevne skupnosti, tukaj ostaja nekje na enakem nivoju, seveda bomo pa tudi še v razgovorih s predsedniki krajevnih skupnosti še videli te mikro težave, s katerimi se srečujemo, in da bomo še tu poskušali nekako prisluhniti, kolikor seveda se bo dalo v okviru finančnih zmožnosti. Jaz bi pozdravil gospod Torepec, tako da je eden več, da nas je več prisotnih na seji. Kar se tiče proračunskih razvojnih projektov, seveda je še enkrat potrebno omeniti to izgradnjo kanalizacije, zgornja poskava v višini 3,7 milijona evrov, pa potem tudi obnova športne dvorane Bistrica, nekje 3,6 milijona evrov, in seveda tudi izgradnja plezalnega centra Slovenska Bistrica, ki je pa v fazi javnega naročanja. Kar se tiče cest in kanalizacij, moramo omeniti še Slovensko ulico s priključnimi ulicami. Tu je višina sredstev okrog 600 tisoč evrov in je v fazi podpisa pogodbe z izvajalcem. Izpostaviti pa je treba tudi že podpisano pogodbo za nadaljevanje projekta Jožef, kanalizacijsko omrežje in priključitev objektov, pa tudi izgradnjo vodovodnega omrežja na tem območju. Nekako ne moram mimo tega, da ne bi omenil samo gradnjo podvoza in samih objektov železniške postaje na Pragerskem. To je v zgodovini, pa sem že nekaj časa na svetu, nekako kar največji projekt, najdražji projekt na območju naše občine, in je resnično, moramo biti res hvaležni vsem, ki so ali pa ste nekako pomagali, da smo koncu, da so se zapičile lopate in da bo v 25 mesecih se ta tudi za resnično potreben projekt dokončanja na Pragerskem tudi končalo. Nadalje bi omenil izgradnjo zelenega parkirišča. Zdaj planirali smo 500 milijona evrov, nekako bi šli v fazno gradnjo, v drugem letu zadeva je v fazi projektiranja in potem moramo še prej pridobiti gradbeno dovoljenje. Moramo pa tam tudi umakniti te vrtove zdajšnje, zato tudi bo ta tematika urbani vrtovi danes na seji, na točki našega občinskega sveta. Problem je še vedno ostaja odprt avtobusna postaja, zato tudi smo v fazi projektiranja, načrtovanja in tudi glede na sprejetje samega zakona o investicijah na področju zdravstva smo pristopili k projektiranju prizidka k zdravstvenemu domu Slovenska Bistrica. Tu si veliko obetamo od tega zakona, ki tudi na lokalnem nivoju predvideva financiranje takšnih
investicij, kot je sam ta naš prizidek zdravstvenemu domu. Dokončanje druge faze zahodne obvoznice nekje v marcu, aprilu naslednjo leto pričakujemo in seveda tudi, kar se tiče projektiranja, umeščanja v prostor, tretje faze zahodne obvoznice s priključitvijo na samo avtocesto, kar bo v nadaljevanju tudi zelo pereč problem in upamo, da bomo čim prej tudi šli v sam razpis gradbeno dovoljenje in da se bo potem tudi ta tretja faza potem tudi začela. Na koncu pa bi omenil še gradnjo kolesarske steze Bistrica-Črešnjevec-Pečke. Kompletna investicija je pokrita strani DRSI-ja. V občini je bilo resnično dosti storjenega glede na sami dokumentaciji in pridobivanja služnosti, tako da spomladi, ko bo vreme, se prične tudi ta investicija izvajati. Skupaj glede samih odhodkov je teh planiranih za 36 milijonov nekaj tudi izostankov, pa predvideno je tudi 2,3 milijone evra zadolževanja v primeru, da bi bilo to potrebno. Kar se tiče na koncu vseh tega gradiva in to, kar sem podal, jaz sem prepričan, da je ta proračun za leto 2022 resnično razvojno naravnan, predvsem z področja prometne infrastrukture, zelo pomembni projekti od obvoznice do Pragerskega, pa tudi na področju športa in tudi na področju same komunalne infrastrukture, ker resnično v občini smo tisti, ki nekako občine so poklicane za to, da vzpostavijo pogoje za funkcioniranje gospodarstva in mislim, da so te projekti prav tisti, ki so nekako temu tudi namenjeni. Na koncu bi se zahvalil tudi občinski upravi, ki je resnično ogromno storila na pridobivanju te dokumentacije za vse te projekte, kar se je izvajalo, kar se izvaja in kar je tudi planirano, da se bo izvedlo in tudi pri pripravi tega proračuna, ker res to je bilo eno veliko delo. Občinski svet je potrdil tudi odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica. Odlok je uvodoma podrobneje predstavila magistra Janja Tkavc-Smogavec, vodja občinskega oddelka za splošne in pravne zadeve. V občinski upravi smo pripravili odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica za drugo obravnavo. Glede na sprejet odlok v prvi obravnavi smo upoštevali določene pripombe in sicer, da se organom, kot je direktor, svet zavoda, urednik in programski odbor dodajo določene naloge, čeprav bi tu rada poudarila, da zakon o zavodih tega ne predvideva, predpisuje. V skladu z zakonom o zavodih mora v ustanovitvenem aktu biti zgolj navedeni organi, kateri so. Potem v vmesnem času smo odlok tudi lektorirali, bi pa opozorila tukaj na eno zadevo, da smo pri Razvojno-informacijskem centru črtali vezaj. Sicer je bilo sprva to napisano z vezajem, ker je bi to bilo tudi slovnično najbolj pravilno, ker pa RIČ že sedaj nastopa z imenom Razvojno-informacijski center brez vezaja in da ne bi bilo težav v prihodnosti z spremembo imena in zamenjavo žigov in tako naprej, smo se strinjali oziroma predlagamo, da se Razvojno-informacijski center piše brez vezaja. Vsled temu je pa potrebno tudi popraviti sklep o pripojitvi na način, da se sklep o pripojitvi tudi piše brez vezaja, da ne bojo težave potem pri registraciji zavoda v prihodnje, v kolikor bo seveda ta odlok sprejet.
Zdaj v prvem branju je bila tudi želja oziroma zahteva direktorja RIC-a pa tudi določenih svetnikov po revizijskem poročilu. Občina je pri revizijski hiši naročila izvedbo revizije, ki je v prilogi, prav tako pa imate v prilogi tudi vizijo direktorja. Svetniki so v prvi obravnavi sprejeli program dela občinskega sveta za leto 2022 in potrdili poslovnik o delu občinskega sveta občine Slovenska Bistrica. Potrdili so tudi programe oskrbe s pitno vodo za obdobje 2022-2025 ter investicijski projekt Urbani vrtovi in investicijski program za projekt nadzidava in prizidava doma dr. Jožeta Potrča Poljčane, enota Slovenska Bistrica. Prisluhnili so poročilo o realizaciji akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v občini za leto 2020 in uskladili neprofitne najemnine za leto 2022. Soglašali so s pristopom občine Slovenska Bistrica k konvenciji županov za podnebne spremembe in energije. Podali so tudi pozitivno mnenje k imenovanju magistre Brigitte Kruder za direktorico Ljudske univerze Slovenska Bistrica. Ob koncu so sprejeli še sklep, da bodo za socialno ogrožene posameznike oziroma družine namenili 34 750 € in se seznanili z ustanovitvijo regijskega parka Pohorje.